Na nek način smo se zbrali tisti, ki smo že dolgo vpeti v vodooskrbo v občini Sevnica in se srečujemo ne samo na tem projektu, ampak tudi na številnih drugih projektih na različnih področjih, predvsem komunalnih dejavnosti. Danes ta podpis je za občino Sevnica izredno pomemben. Projekt, ki smo ga pripravljali, lahko rečem, več let, projektno dokumentacijo in tudi dokumentacijo za pridobitev sredstev. Kajti brez evropskih sredstev zagotovo ne bi mogli tako ambiciozno dopolniti obstoječega omrežja po območju celotne občine, kot to lahko storimo z evropskimi sredstvi. Ta evropska sredstva so za širitev, za ureditev mreže vodooskrbe bistvena, zato da lahko razvijemo vodooskrbo kot zelo pomembne infrastrukture. V tem procesu ste sodelovali praktično vsi, vsak na svoj način. Upravljalec vodovodnih sistemov, občina kot nosilec, sveti krajevnih skupnosti, ker tisti zelo zainteresirani za urejeno vodooskrbo, predvsem v tistih bolj odmaknjenih krajih in številni drugi projektanti, nadzorniki, ki ste pridali svoj delež. Ta razvoj komunalne infrastrukture je v zadnjem obdobju dobil nov pomen. Če je v preteklem obdobju, preteklih letih ali pa celo desetletjih bil trend odseljevanja iz podeželskih območij in smo gradili in vzpostavljali infrastrukturo predvsem zato, da ohranimo konkurenčno, kvalitetno bivanjsko okolje, da prebivalci ostajajo na podeželskem območju, se je v preteklem letu korona krize, ne samo v slovenskem merilu, ampak v evropskem merilu, zainteresiranost za bivanje na podeželju bistveno povečala. To je nov pristop ljudi, ki zaradi zdravstvene krize pričnejo drugače ceniti bivanje v redkeje poseljenih območjih. To pa je velik izziv za nas. Komunalna infrastruktura, vodooskrba kot osnova je naša prioriteta in projekt, ki ga bomo danes podpisali za izvedbo, je eden od tistih, s katerim lahko rečemo, da smo blizu konca kvalitetne primarne mreže po celotnem območju občine Sevnica. In upam, da tako velikih projektov ne bo več potrebno za ureditev te primarne mreže, da bomo lahko sledili z manjšimi projekti ureditev, z dodatnimi vodnimi viri, ki pa so še vedno izziv. Slovenija, Evropa je pripravila načrt za okrevanje in odpornost. Odpornosti je več. Obvladovanje naravnih resursov, kot je voda, je zelo pomembno. Naše črpališče je v bližini industrijske cone, prometne žile, pomeni veliko tveganje, nadomestitev z novimi vodnimi viri je nujna ali pa zmanjšanje tveganja, povečanje varnosti, če ravno ta trenutek nimamo s tem večjih težav. In verjamem, da bomo še veliko nalog izpolnili v tem delu komunalne infrastrukture in zagotavljali varno bivanjsko okolje, pa tudi varno gospodarsko okolje. Vesel sem, da je na javnem razpisu ta projekt pridobila Komunala Sevnica kot konkurenčen ponudnik s partnerji za izvedbo tega projekta. Zagotovo je del prednosti pridobila v poznavanju terena, ker ti tudi upravljate vodovodne sisteme, predvsem pa, da znajo, zmorejo in hočejo na javnih razpisih pridobivati posle v konkurenci velikih gradbenih podjetij, kar je bistveno. Zato verjamem, da bo izvajalec v roku, kvaliteti zaključil ta projekt, pri tem pa vsi prisotni, povabljeni k dobremu sodelovanju, kajti gre za linijske objekte, ki na terenu prinašajo veliko izzivov, ampak izzivi so zato, da jih rešujemo in verjamem, da bomo v naslednjem letu ali pa takrat, ko je rok,
z veseljem nekje na terenu predali vodovod svojemu namenu in da bo že služil in izboljševal vodooskrbo v območju celotne občine. Hvala in lep dan, pa uspešno delo izvajalcu, ki pridobi ta posel.